Ne samo pranje denarja v NLB-ju, zdaj smo slišali še v NKBM-ju. Očitno dve največji bančni instituciji v tej državi pereta milijone, milijarde. Kaj vi pravite na to? Zdaj, če bi bili bolj natančni, v zadnjem tednu o pranju v NLB-ju nismo slišali skoraj nič. Vaš kanal je bil ena svetla izjema, vsaj v četrtek. Slišimo pa zdaj veliko o pranju 2 milijonov, 3 milijonov. Zdaj vse je škandal, ampak v enem primeru gre za škandal za 2 milijona, v drugem primeru gre pa za škandal za 1000 milijonov. In v enem primeru se je denar pralo za jedrsko bombo, v drugem primeru pa je za italijansko mafijo, ki vsaj po mojih podatkih še ne izdeluje jedrske bombe. Kdo po vaše mora odgovarjati, kar se tiče afere Irangate? Če bi v četrtek in petek poročali o razpravah v državnem zboru, bi slišali vsa imena, ki so odgovorna za ta verjetno največji kriminal v zgodovini Slovenije. Zagotovo največji posamični kriminal, vsaj kar se vsote tiče, pa tudi kar se namena tiče. Na preko 30 000 računov je preko banke, ki je del evrosistema in največja slovenska državna banka, se pravi Nove Ljubljanske banke, šlo 1000 milijonov oziroma 1 milijardo, če hočete, za namene, ki so vsi po vrsti nezakoniti. Skratka, šlo je za neko množico kaznivih dejanj, za kršenje številnih mednarodnih konvencij in zavez, za izdajo ne samo slovenskega nacionalnega interesa, ker smo ogrožali našo nacionalno varnost, ampak tudi za ogrožanje nacionalne varnosti praktično vseh naših zaveznikov v NATO in v Evropski uniji, ker je bil denar glavnem tja nakazan. Denar pa je bil nakazan tja za plačilo iranske agenture, ki se v glavnem ukvarja z nabavo sredstev za množično uničevanje in predvsem za iranski jedrski program. V času trojnih sankcij, v času, ko se kaj takšnega enostavno ne bi moglo dogajati, če celotna verika ne bi sodelovala tako pri pranju, kot potem pri prikrivanju tega dejanja, ko se je na desetine institucij tujih držav z tem ukvarjalo. Zdaj, dokazi so tako težki, da sta obe komisiji poročili sprejeli soglasno in da tudi sami razpravi v državnem zboru nihče praktično temu ni nasprotoval, tako da pričakujemo, da bodo danes ti sklepi sprejeti. Naslednjo minuto pa pričakujemo odstope ministra za pravosodje, ki je še celo v tem mandatu, ki svojega dela ni opravil na prejšnji funkciji, ki pa je v tem mandatu nasprotoval, da preiskovalna komisija sploh dobi podatke od Nove Ljubljanske banke in se zelo trudil za to, se pravi, je skušal preprečiti preiskavo. Direktorja policije, ki je bil v času, ko bi morala policija preiskovati ta kriminal, mislim na gospoda Fanka, izvršni pomočnik direktorja kriminalistične službe, pričakujemo absolutno odstop gospoda Furlana, ki ne bi danes ta kriminal preiskoval, takrat je bil pa šef NPU-ja del tega časa, ki bi moral reagirati na ta kriminal, potem ko je bila njegova institucija obveščena. Pričakujemo odstop vseh odgovornih v uradu za preprečevanje pranja denarja, ki takrat tega ni preprečeval, ampak je to omogočal in prikrival pred tujimi institucijami. In še vrsta imen je tukaj zelo, ki vsa ta dokumentacija zelo obremenjuje, ker so pač podpisani pod stvari, ki so se dogajale ali pa ki so omogočali, da se stvari, mislim, na preiskavo ne bi dogajale. In kot že rečeno, zelo nas čudi tudi ta molk v četrtek in petek, ko se je ta stvar obravnavala v državnem zboru, pa to enostavno ni bila vest v Sloveniji.